Fantasy. Radio Fantasy. I love your smile, še nisi bila tole 5 minut čez 8:30. Ej, dobro jutro. Dobro jutro. Nisva več sama. Dobro jutro, punci. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, Ema. To je ta barvna, to je barvna sprememba. Ne? Katarina, malo globli glas, jutranji. Malo starejši. Evo ga. In Ema, najmlajši, skoraj najmlajši. Skoraj. Kaj to pomeni skoraj? Da izpit za avto že ima. Ja. No, z nami sta rokometašici ženskega rokometnega kluba z dežele in to z namenom, ker ste imeli zdajle finale pokala Slovenije v rokometu in osvojili ste drugo mesto. Bravo! Hvala. Noč vesele. A je to zato, ko so bile klimovke? Ja, to veselje je že malo minilo. Že razmišljamo o naslednjih tekmah. Aha, no, ampak pokal je le nekaj. Zdaj, veste, lovile sicer prvo lovoriko, pa so vam jo odnesle krimovke, ki so dobile 27. Ja. A se niste pogovarjali, rekli pa punce, puste nam. Tak eno bi nam lahko stile. Ne, mislim, da teh spodrsljajev si one ne smejo privoščiti, no, in si jih tudi ne bojo, oziroma težko, no. Mislim, čestitke, glede na to, da ste bile zelo dobre proti taki ekipi, ki je pred kratkim prišla, koliko sem slišal, med 8 najboljših v Evropi. Kolikrat večji budžet ima od vašega? Ja. Neprimerljivo. Nekajkrat. 10-krat? Ja, ne vemo čistih podatkov, no, ampak mislim, glej, če bi jaz imela tak budžet, ne bi verjetno tudi imela čarobno palčko, pa bi lahko čarala, ne, tak pa mislim, da punce kukor so naredile samo s svojimi treningi in predanostjo. Ja. Bravo, ne? Vi ste bile druge, tretje so bile žalčanke, ne? Ja, mislim, da tukaj nisem tudi ne budžet problem oziroma dejavnik, ki vpliva na to, ampak dejansko treningi, ne? One jih naredijo verjetno 2-krat več kot me. Tekme imajo precej močnejše kot me, no, tako si prej rekel v Ligi prvakov oziroma prvakin, tako da to so vse stvari, no, ko vplivajo, sam tisti budžet, ker vseeno je bila naša želja velika, da se pokažemo, da nismo prišli sam tam nastopati, ampak da probamo jim res nuditi nek dober odpor, ampak se pol pokaže tudi fizična moč, pa vsa ta pripravljenost. In mislim, da smo ga tudi da smo se dobro borile. V obeh polčasih ste začeli boljš kot one, potem se je pač malo obrnilo, ampak dobro ste parirali. Meni se tudi njih malo zaskrbelo mestno. Ja, Saj upamo, to je bil tudi naš cilj. A si predstavljaš, kak bi šele bila blamaža na drugi strani, če bi jih premagale, ne? Ja. Tam bi pa bili šefi. Lej, ni še konec. Še vedno prihajajo tekme z njimi, no, letos. Ja, no, ampak to je bil pokal. To je bil zdaj pokal. Tekme pa že bodo se boste vrnili, Milo z Žajfom, zagotovo. Sej glih to, ko smo že pri Milu in Žajfi, ne? Jaz sem čula, mislim, se pustimo, da fantje so fantje, ne, ampak pa rokometu ste pa babe bolj gajsne, ne? Mislim, da ste zelo nasilne, tudi med sabo, tudi krempelčki špilajo svojo vlogo, pa komovčki se nastavljajo, pa spotikajo se. Pa veš kaj to, da tudi punce, nobena ne joka, nobena jaz sem na tleh, joka. Ne, ker vračajo se mi zdi. Ker ustane se pa gre. Ja. Kaj vam daje ta zagon? Zdaj, a vprašam, ste kje plave? Imaš daj kako modrico, kako prasko, ampak kako recimo to prasko, ko se malo časa pozna. Mogoče prideš v garderobo, pa pogledaš v ogledalo, pa vidiš, ko ena me je ukrempala, ampak pač mogoče tisti trenutek med tekmo se to sploh da je zdaj sam preverim nohte. Ja. No, to je pa vprašanje, ki ga bom zdaj po pesmi zastavil, ker me zanima, koliko je dovoljeno vse to pri taki, bom rekel, kar borbi, grobi igri. Čez nekaj trenutkov. Radio Fantasy. In z nama sta rokometašici ženskega rokometnega kluba z dežele, Katarina Regner in Ema Markovič. Dobro jutro, še enkrat povema. Dobro jutro. Ja, punce so postale vidiš, da zdaj ste se malo bolj razživeli. Ja, prvi vklop je vedno tak. Malo smo se že zbudili. No, zdaj bom rekel takole. Drugač bom povedal, ker vem, da se ne sprašuje deklet po starosti. Drugač bom povedal, ne? Posluši to, Šuši. Ne? Zdaj, ti si ena izmed najmlajših, ne? Ema. Ja, in zdaj bom povedal, da glede na to, na tvoje leta, ste kar v letih punce.
Glede na to, da ti si med najmlajšimi, pa si stara 42 let. Recimo, ja. To ste izračunali. Na tvojem Facebook profilu rojena 17.8. leta 1980 in živi v New Yorku. Wow. 42-letna, pa ena najmlajših. Tebe sploh ne bom vprašal, Katarina, koliko jih šteješ pol, tam proti 100 greš. Tam nekje, ja. Zakaj imaš to naredil? A to zato, da si sploh dobila Ker sem bila mlajša, ja, ko sem si ga naredila in sem dala od mami letnico, ker mi ga je mami pomagala narediti. In, ja. Bravo, mami. Prav, mami je pomagala. No, to je ena stvar, ki sem tako videl, pa neki ne štima, gledam, pa rjavo laska, tukaj zdaj blondna pride sem, ne? Ti si na tur, kaj? Rjava. Rjava laska. Pa tudi iz New Yorka nisem. Ja, vem, ja. Iz trgovine bi še rekel, iz onega mesta, velike jabke pa ne. Ja, načlej, ti pa, Katarina, kineziologija. Tako, ja. Ti si igrala včasih v tujini tudi, ne? Zdaj si pa nazaj prišla? Ja, prejšnji 2 leti sem bila v Franciji. Sicer ni bilo to zdaj, da bi igrala. Francosko pa to. A znaš kaj več po francosko, ko mi vulevu, kuše? Ja, verjetno znam, sam ne bi zdaj tukaj preverjala. Dobro jutro se reče koliko? Bonjour. Bonjour. Nimajo posebej Ni. zadovoljstva. Kaj pa zelo rada poslušam Radio Fantasy? Ne bi šla v te. Bom odgovorila še za tisto prvo vprašanje. No. Modro. Ja, nič, jaz sem kineziologinja. Zdaj sem glih zaključila magistrski študij. In Laično. se podala. Kaj počneš? Ja, naj bi bili strokovnjaki za gibanje kineziologije, ampak zelo široko. No. Kdaj šuši pride k tebi? Ne, glih sem hotela reči, a misliš, da bi Janko te lahko naučila Ja. špago narediti? A to? Jaz sem strokovnjakinja lahko bi. za gibanje, a veš ti? Kljub temu, da nimam gimnastične podlage, no. A če rečem, da bi neki ampak bi se v po mojem križu- dal. Tudi se da z vadbo, recimo z vadbo, kako vplivati na poškodbe, na bolečine, vse to bi se dal, ja. Tako da vabljen. No. Ok, v redu. Sam to, da vem, da se da zrihtati osebo, ne? Če Ja. ima kakšne poškodbe ali kaj takega. Tako, ja. Ja, v redu, le, zdaj Ema, ti pa si tak multipraktik, kljub temu, da si, zdaj smo ugotovili, res dosti mlajša od teh 42 let, ne? Res je, Igraš pri članicah, igraš pa tudi v mladinski reprezentanci. Kako je zdaj to naredil? Ja, igram v bistvu za članice v klubu in za mladinke tudi v klubu. Igram pa zraven tudi še za mladinsko reprezentanco. Slovenije. Ja, Bravo. ki nas čaka zdaj v prihodnjih mesecih svetovno prvenstvo v Celju, tako da vabljeni vsi, da nas pridete podpreti v Golovc. Bomo, prva vrsta. Pa imate veliko treningov, vi ste zdaj navezujem na to, da se sliša, da je veliko raznih dogodkov, pa sploh ne vem, ali lahko hote ven ali ne. Ja, težje. Treba je res uskladiti vse z treningi, če imaš naslednji dan tekmo, pač res ne, ampak recimo najde se kdaj tudi čas za druženje, no, za prijatelje. No, ok, v redu. Dam eno pesem, Šuši, pa imaš pa ti še eno stvar, eno pač, ne bom rekel presenečenje. Enega ampak krokodila, enega no. krokodila, da vidimo, če Nič malo bomo hudega. nohtke pogledali. Pa te zadeve. Radio Fantasy. Markovi! Bravo! To je zdaj taka napoved. Že tretjič. Vedno mi skozi nekaj pozdravljamo. Mi dva imamo jutro do 10, pa skozi dobro jutro govoriva. Večkrat kdo reče, ne, dan je že. Ne, mi imamo jutranji program. Ja. Ej, dobro jutro obema. Dobro jutro. Četrtič, torej. No, zdaj, evo, dragi moji dekleti, kot rečeno, postali ste podprvakinje pokala Slovenije, ampak to smo že obdelali. Prej sem odprl še eno temo, ki je še sploh nismo. Ne? Kako je s kozmetiko pa temi dodatki, ki jih imate ženske več kot moški? Nakit, Mislim predvsem tudi umetne nohte. Koliko je to pa rokometov? Koliko je dovoljeno, a sploh gre? Ja, zdaj na papirju ne vem, ali so čist pravila napisana, kakšne glede tega, ampak od nekdaj smo mogli tudi špangice lepiti s tem belim trakom, kako se že reče, levkoplastom. Tako da to zdaj mislim, da v članski kategoriji ni več potrebno, nujno. Je pa še potrebno polepiti uhane, če jih imamo v ušesih, zato da ne pride do kakega zatikanja ali pa česarkoli Čakaj, s pol ti dresi, z nitkami. Kar neki... Cela polepljena hodla. Ja,
je tudi Ali pa jih malo pač tako. odstraniš, če jih lahko. Prstani, daš verižice. Vse dol. To gre dol. Kaj pa jaz, Zaradi pa varnosti. moji dolgi nohti? Tako ne priporočam glih, ker bi hitro kakšna žoga preletela, pa bi se odlomil, pa to vemo, da kar dost Pa boli. bi No. te bolelo. Ampak Aha, ni načeloma pa ni. Imajo tudi kakšne dolge nohte in dobiš kdaj kak fajn Pa te- oprasko. Ja. Kak štrajfen. Ja. Ja, Če lepo lahko zavarije tiste nohte tudi, ne? Ja. ja. mišico. Se zgodi tudi to. Koliko vračate to? Ve, ko Ne, potem nima. namerno. Namensko ne. Ne namerno. Ja. A, bežte, no. Se zgodi, da je tudi kaj taga, ampak bolj po nesreči, kaj, če se. A ja, to je v redu, pol. Nisi namerno, zgodi se. Ja. Dobro, je, lej. A rečeš pa loprosti? Milo za žajf. Ja. Če vidiš, mislim, daj se tudi Pa zgodi, če je da bilo pač nenamerno, vidiš. ne. Ja. Ženske ste kar šarfni. Kaj imaš ti enega krokodilčka, ki tam le grize nohte, ali kaj? Res je, ker videla sem, da imata obe ful dolgi nohti, čeprav je Katarina rekla, da si jih je frišno postrigla. Katarina, zmerila sem 2 mm predolgi so. A? Ja. V bistvu jaz imam tole A krokodilčka. poznate to igro? Ne. A? To je drugače otroška igra. Zobke Zobozdravje. pritiskati. Zobke moraš pritiskati. Tako, in tismo, ko pade dol, na hitro gremo eno igro, Kdo bo dal za vsi štirje pijačo? špilamo. Ne, resnica ali izziv. Tako da, tudi vidve si lahko pripravite kako vprašanje ali pa izziv za naju dva. In mi dva mava tudi za vaju. Ok, se pravi, kaj, vsak po vrsti gremo in pritiskamo, dokler se ne zgodi. Tako. Ok, no pa dajmo, Jaz kje bo bom prvo? prva. No daj, 3, 4, zdaj. Konc je, bravo. Ok, kratka igra. Sorry. Zdaj pa imate pač za mene resnico ali izziv. Izvolite, punci. Ima kdo kako idejo. Izvoli, Katarina. Tako hitro je bilo vsega konca, da nismo niti Ja, pripravljeni nismo na si niti vprašanje, mogli ne. premisliti. A, resnico. Ok. Ok, to je bilo zelo čisto na hitro. Ok. A ja, ne, ti Ne, zbereš ali jaz zberem? Kaj ti moram zbereš dati? za mene Ja, resnico. aha, ampak ok, smisel, da ti zbiraš. V redu. Resnica, torej. Če bi dobila povabilo iz Radia 1, ali bi menjala Radio 1 za Radio Fantasy? Nikoli. Ni ga denarja. A ti bi šla v Krim, če bi dobila zdaj ponudbo? To so pa že tako težko. Pa poslušajo šefi, ne? Mislim, da ne. Ej, slušalke si dajte gor, ker ta kviz je zdaj propadel že na samem začetku. Imam jaz nekaj drugega, pasta punci. Fantasyjev najbolj nadležni novinar sprašuje. Evo, zdaj si pa zberite od 1 do 7 številke. Izvoliš, draga moja Ema. 2. Dvojka, posluši. Kako se odzoveš, ko srečaš svojega bivšega? Ojoj. Ojoj, to je bil odziv. To je bilo na mesto vprašanja zdaj. Ja, ne vem. Ojoj. Probam mu dati vedeti, da. Ne vem. Da je bivši. Ne, pač normalno. Da mi ni žal, mislim, kar se je zgodilo, da lahko grem naprej tudi brez njega. Okay, lepo. Katarina, zdaj si ti zbere eno številko od 1 do 7, samo dvojke si ne moreš. Trojko. Trojka. Kaj ti je v vezi bolj pomembno, seks ali ljubezen? Bodi iskrena, povej. iz prve. Ljubezen. Ljubezen. Ja. Bom nadaljeval tebe. Prava Kir Fris. mera obojega. Prava mera, dobro. Tukaj sta zanimiva, še bo en krok. Ja, Ja. prosim. Od 1 do 7, pa 2 pa 3 ne moreš več. Ti si zdaj Katarina, na vrsti. Ne, ti si zdaj ima. 7. Zadnjo. Ojoj. Ali se udeležuješ volitev? Kako boš? Ja, to je prvo leto, ko lahko grem jaz na volitve. Bravo! Tako da ja, letos se jih bom verjetno. Ja, v redu. Ja, Super, fajn volj. bom, hvala. Zdaj pa še ti, Katarina. 6. 6, kaj? Ali morda pošiljaš seksi sporočila? Ne, precenljiv obraz. Mislim, da ne. No. Bodi iskrena. Ne, ni nič tako, da bi lahko temu tako rekli. No. Dobri. Ne Tako da ne. pošiljaš seksi sporočil. Kakšna ženska pa si? Bogi tvoj pa. Malicija. Ne vem.
Zdaj, to so pač ta vprašanja, ki jih ima naš nadležni novinar Katarina Regner in Ema Markovič. Špilita rokomet še naprej, to dobro, koga ne. Ker mi dva ga zihar ne bova, ne. In čim več uspehov še naprej. Fajn, hvala, ko ste vleteli v studio, pa naj vaju tole ne odžene, da drugič ne pridete. Hvala. Hvala. Mejte se lepo, pozdravite punce. Enako. Bomo, Hvala, adijo. čau. Fantasy. Radio Fantasy.